Dober dan v Evropskem magazinu. Mala in srednje velika podjetja predstavljajo 99% evropskih podjetij. To so podjetja, ki zaposlujejo do 250 ljudi. Zaradi svoje majhnosti so zelo občutljiva za spremembe v okolju, v katerem delujejo. Zanje je zelo pomemben akt za mala podjetja za Evropo, ki naj bi spodbudil njihovo rast in pomagal reševati težave, ki zavirajo njihov razvoj. Četrtina izmed 20 milijonov malih in srednje velikih podjetij v Evropi se je odločila za zeleno gospodarstvo. Zahvaljujoč Evropski podjetniški mreži, ki pospešuje tehnološko sodelovanje v več kot 50 državah, sta se povezali podjetji iz Avstrije in Poljske. Wir haben uns über die Webseite erkundigt der Europäischen Union für Förderungen und haben da ein Profil erstellt und dann in 3 Monaten hatten wir schon einen Kontakt mit Orson bekommen. So, durch diese ganze Förderung der EU haben wir ich würde sagen, eine Umsatzsteigerung von über 70% gehabt. I z wykorzystaniem lubelskiego oddziału European Enterprise Network zgłosiliśmy tam nasze zapotrzebowanie. Powiedzieliśmy, słuchajcie, szukamy takiej technologii. Bardzo zależało nam na tym, żeby znaleźć kompetentnego partnera. Ostatni czas, ostatnie lata to bardzo dynamiczny rozwój spółki. W 2008 roku nasze przychody to 2 miliony euro, w 2011 przekroczyły 8 milionów euro. Sodelovanje, ki je nastalo s pomočjo Evropske podjetniške mreže, je koristilo vsem. Evropa predstavlja trg za 500 milijonov potrošnikov. Evropska standardizacija izdelkov in storitev omogoča malim in srednje velikim podjetjem lažji dostop na ta edinstven trg. V mestu Šteti na Češkem industrialec Krištof na dan opere 50 ton perila. Higienski ukrepi so ključnega pomena za stranke, bolnišnice in restauracije, zato je Krištof začel z osnutkom standardov za takšne vrste storitev. Certifikacím, které naše společnost má, se nám podařilo během posledních několika let více než zdvojnásobit náš obrat a získat spoustu nových zákazníků. Krištof je skupaj s strokovnjaki v svojem sektorju pomagal pri nastanku standardov. Bob Salmon je predstavnik malih in srednjih podjetij na področju prehrambene industrije in industrijske mehanizacije, kot jih denimo uporabljajo v tem lokalu. These standards are very much an opportunity for both the producer and for the customer. They give confidence. It's the practical knowledge which is important in getting the standard right, getting it workable and economic. Evropska komisija podpira vlogo malih in srednje velikih podjetij pri standardizaciji. Slednja zagotavlja kakovost izdelkov in storitev na evropskem trgu. Financiranje je ključno za 20 milijonov evropskih malih in srednjih podjetij, ki zagotavljajo 85% novih delovnih mest v zasebnem sektorju. Evropska komisija s svojim deležem spodbuja k vlaganju v investicijske sklade in podjetja, ki imajo močno rast. Baltcap got investments from European Union. This have made it possible for us to invest in training for employees and to develop internet services and other online services. Tako je podjetje FCR Media povečalo svoj prihodek za polovico. Tom van Aken na Nizozemskem upravlja z biokemijskim podjetjem Avantium. Podjetje razvija zeleno plastiko zahvaljujoč investicijam iz skladov, ki jih podpira Evropska komisija. Avantium heeft in 2008 18 miljoen euro aan financiering gekregen en in 2011 hebben we 30 miljoen aan financiering opgehaald. We zijn ongeveer verdubbeld in het aantal mensen. En belangrijker nog, we hebben nu een testfabriek kunnen bouwen. Uiteindelijk deze fles over een paar jaar naar de supermarkt te brengen. Ta tehnologija danes zanima tudi največje skupine v živilski industriji. Pri razvoju malih in srednje velikih podjetij ima pomembno vlogo tudi podjetniški sklad.
Podjetjem zagotavlja ugodne vire financiranja za investicijska vlaganja in tekoče poslovanje. Slovenski podjetniški sklad je bil ustanovljen z namenom izboljšanja dostopa do virov financiranja malih in srednje velikih podjetij. V ta namen sklad vsako leto razpisuje državne pomoči za zagotavljanje ugodnejših virov financiranja za razvojne investicije v podjetniškem sektorju v Sloveniji. Celotna ponudba, ki jo mi imamo, je v skladu z aktom za mala in srednje velika podjetja. Vse naše pomoči so usmerjene prav v podjetniški sektor, v mala in srednje velika podjetja, tudi v mikropodjetja, start-up podjetja, se pravi te ciljne skupine, ki jih akt spodbuja posebej. In predvsem smo ponosni na to, ker je kar velika skupina pri nas tudi uspešnih start-upov, ki lahko pridejo do zagonskih subvencij ali pa potem tudi naprej do drugih oblik financiranja. Se zgodi, da dobijo tudi že kredit, start-upi, bančni kredit, ki je zavarovan za našo garancijo, ali pa tvegan kapital, ki je v zadnjih letih v porastu. Podjetniški sklad vsako leto razpisuje državne pomoči za širitvene investicije mikro, malih in srednje velikih podjetij v Sloveniji. Sledi pa tudi razvojnim strategijam Evropske komisije in Vlade Republike Slovenije. Sklad je usmerjen v izboljšanje konkurenčnosti in poslovne učinkovitosti podjetniškega sektorja. Zraven start-upov seveda je celotna skupina malih in srednje velikih podjetij, ki je vključena v našo podporo. Njim so namenjene predvsem garancije za zavarovanje bančnih kreditov ter zniževanje obrestnih mer. Se pravi, vsak kredit, bančni kredit, ki je najet pri eni od sodelujočih bank, lahko kandidira tudi za pridobitev naše garancije. Če mi tak kredit delno zavarujemo, ne v celoti, vendar naša garancija olajša zavarovanje podjetniku, potem hkrati s to garancijo podjetje tudi plačuje nižje obresti in te so zdaj 6-mesečni Euribor plus 1,95, kar je v primerjavi z visokimi obrestnimi merami zelo ugodna cena denarja. V času finančne krize, torej v obdobju od leta 2008 do leta 2012, je Slovenski podjetniški sklad razdelil 419 milijonov evrov in podprl 3179 projektov. Podelil je 1654 garancij, 79 pogarancij, 611 subvencij za zagon podjetij, 618 subvencij za nakup nove tehnološke opreme in turistične infrastrukture, 211 mikrokreditov in 6 družb tveganega kapitala. Mi delamo po svojih najboljših močeh in po svoji najboljši kvaliteti, ki jo imamo, kar pomeni, da so vsi ljudje polno zasedeni in da kapacitete, ki jih imamo, denar, ki prihaja tudi evropski k nam, je v celoti razdeljen malim in srednje velikim podjetjem, še primanjkuje ga. Zdaj, celotno Slovenijo, če gledamo, imamo veliko storitev, imamo različne ukrepe, menimo pa, da bi bilo potrebno te ukrepe morda med seboj malo bolj povezati in sinergijo med različnimi institucijami ustvariti. To se trudi vlada že nekaj časa, ampak še vedno nismo prišli do tiste točke, ki bi bila idealna, enoten komunikacijski kanal do podjetij in bi podjetja še enostavneje, hitreje prihajala do različnih ukrepov, ki jih v Sloveniji imamo. Trenutno sta odprta dva razpisa. Razpis za subvencije za zagon inovativnih podjetij in razpis za garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Če se znajde oziroma če so vse malo tista, ki morajo pač biti v stiku z okoljem, potem informacije zagotovo imajo. Zdaj trenutno smo v obdobju, ko enostavno je potrebno biti na preži in te informacije tudi zbirati, če že ne pridejo na krožniku same k tebi. Mi imamo svoj portal e-novice, preko 12.000 podjetij je na tem našem portalu in preko tega portala jih redno obveščamo. Seveda pa so tukaj delavnice, sodelovanja z obrtno gospodarsko zbornico, stiki s podjetji individualno, tako da tega je kar veliko. Seveda pa vedno se najde nekdo, ki pa še ni dovolj informiran in zato so tudi spletne strani in seveda pozivamo vsa podjetja, ker tudi njihovi konkurenti iz tujine, ki prihajajo na primer v Slovenijo, nas najdejo takoj v prvem tednu, ko so tukaj. In to včasih se mi zdi je večja odzivnost, kot pa morda naših, ki predolgo čakajo, da bodo nekje nekaj izvedeli. Letos ima sklad na razpolago več kot 128 milijonov evrov. S 43 milijoni so letos že podprli projekte 476 podjetij. Ena največjih težav v Evropski uniji je brezposelnost. Zato evropski poslanci že pripravljajo nove programe, s katerimi bi premagali krizo pri zaposlovanju. It takes a cool head and an eye for opportunity to find a way out of long-term unemployment, but artist Nicolas Buissard has them and has turned the lost industry of Charleroi, a grim Belgian city with 25% out of work, to good use.
they're going to start to raise everything. But for me, it's like adventure park. Nicolas started organising tours of unlikely tourist spots. It's not full employment, but it's a start, imaginative and riddled with dark Belgian humour. He understands the key is timely microfinance and mobility. How have people adapted to this massive unemployment? But there is something we call that a car. Then Belgium is small, then people, they work somewhere else, you know. Easier for some than others. Christopher Covillers is 24 and has spent the past 5 years hunting work after his employers, steel smelters here, couldn't offer a contract when the recession started in 2008. Je suis dans les intérims et tout ça tous les jours ou tous les 2 jours. Je vais m'inscrire, voir s'il y a quelque chose. Dans Charleroi ici, c'est vraiment dur, dans l'industrie en tout cas. Europe, just back from recess, is addressing the jobs crisis with a new programme being considered by MEPs to connect 3 hitherto separate jobs, innovation and microfinance programmes. It'll help workers get any of 1.4 million vacancies across the EU. The key, says a unit head at the European Employment Service, is mobility. We will get the necessary financial means in order to support the workers in the European Union who are willing to search for a job in another member state. Freiwillige Mobilität soll unterstützt werden, keine Zwangsmobilität. Die Lösung der Arbeitslosigkeit, auch der Jugendarbeitslosigkeit in Europa liegt darin, dass wir Arbeitsplätze vor Ort in den Regionen schaffen. It's hoped the new combined programme, costing €815 million between 2014 and 2020, will also help promote activities that foster employment in Europe's jobless hotspots. V Evropski uniji je več kot 3 milijone ljudi zaposlenih prek agencij za zagotavljanje začasnega dela. Njihovi pogoji dela, pravice in obravnave pa niso vsele enaki neposredno redno zaposlenim. To je Klaudija iz Milana, ki nadomešča poslovno sekretarko na porodniškem dopustu. Marek je Poljak, ki zaključuje 3-tedensko delo računalniškega programerja. Andrew iz Velike Britanije je bil dolgo časa nezaposlen, potem pa je pred nekaj meseci začel delati na gradbišču. Ti 3 Evropejci imajo skupno eno lastnost, vsi so delavci zaposleni pri agencijah za zagotavljanje začasnega dela. Dandanes se na milijone Evropejcev poslužuje teh fleksibilnih oblik zaposlovanja. Klaudija, Marek in Andrew imajo skupno tudi to, da jih pestijo enake skrbi. Ali se od njih lahko zahteva, da delajo pod manj ugodnimi pogoji, kot bi jih imeli, če bi jih za enako delo zaposlilo neko podjetje neposredno? Odgovor je ne. Evropski zakon, ki ščiti delavce zaposlene pri agencijah za zagotavljanje začasnega dela, delavcem praviloma zagotavlja enako obravnavanje. Omogoča jim enake pravice in delovne pogoje, kot jih imajo delavci, ki jih podjetje zaposli neposredno. To se nanaša na plačilo, trajanje delovnega časa, odmore, počitnice, dopust in protidiskriminacijske ukrepe. Delavci zaposleni pri agencijah za zagotavljanje začasnega dela imajo enake potrebe kot drugi zaposleni in bi zato morali imeti dostop do bonitet, zlasti do menze, otroškega varstva in prevoznih storitev, kot tudi pravico do enakopravnega položaja s svojimi sodelavci. Prav tako se mora izboljšati dostop teh delavcev do izobraževanja. Delavcem zaposlenim pri agencijah za zagotavljanje začasnega dela se mora omogočiti možnost stalne zaposlitve, zato se jih mora obveščati o prostih delovnih mestih v podjetju ali organizaciji, kjer delajo. V nekaterih državah so predstavniki delodajalcev in delojemalcev tisti, ki se pogajajo o zaposlitvi in delovnih pogojih, vendar mora biti v vsakem primeru zagotovljeno splošno varstvo delavcev. Vsaka država EU ima seveda svoje predpise, zakonodaja EU pa določa skupne pravice, ki jih je potrebno spoštovati. Boljše varstvo delavcev zaposlenih pri agencijah za zagotavljanje začasnega dela, večja fleksibilnost za podjetja. To je bil Evropski magazin. Bodite z nami tudi prihodnji teden.